Naš gost. Naš gost. Naš gost. Dober dan, drage poslušalke in dober dan, dragi poslušalci. Lepo vabljeni k spremljanju naše današnje oddaje, Naš gost, in danes smo pred mikrofon povabili doktorico Živo Dev. Je ena najpomembnejših slovenskih arhitektk in konzervatork, specializiranih za prenovo starih stavb, slovensko stavbno dediščino ter arhitekturo podeželja. Je doktorica arhitekturnih znanosti in prva redna profesorica na ljubljanski fakulteti za arhitekturo, kjer je predavala predmet prenova arhitekture in konzervatorstvo. Gospa Živa, dober dan in dobrodošli. Dober dan. Kako bi se vi sami predstavili? Od kje prihajate, v kakšni družini ste prišli na svet? Kako so ti začetki postavljali temelje vaši osebnosti ter vplivali na vašo študijsko pot? Z odmikom let lahko res potrdim dejstvo, oziroma ne dejstvo, eno tako znano ugotovitev, da je dom za odraščanje in tvojo življenjsko pot izjemno pomemben. Rodila sem se v Slovenj Gradcu, mami Korošici in očetu Kostevcu. Potem pa sem v glavnem živela v Mariboru, tam sem končala osnovno šolo, gimnazijo in moram reči, da se imam danes po sicer dolgih letih življenja v Ljubljani še vedno za Mariborčanko. Maribor mi je zelo, zelo ljubo mesto, prekrasne spomine imam, predvsem na srednješolsko življenje, tako da se v Maribor, kljub temu, da nimam več staršev, zelo rada vračam. Starša sta bila visoko, oče in mama srednje izobražena in oba sta mene in brata vzgajala in spodbujala k učenju, k ustvarjanju, k redu, k odkrivanju, razkrivanju. Starši smo zelo veliko potovali, pregledali smo celo Jugoslavijo, Slovenijo, tudi smo pogledali čez mejo, v tistih časih svet ni bil tako široko odprt kot danes. Veliko smo smučali, hodili po hribih, starša sta se dobro razumela, tako da lahko rečem, da sem imela res prijeten, lep, topel dom. Pa še nekaj, tako bi povedala, da je bil tudi nek tak poseben čas, kjer je bil razvoj zelo počasen, dobrin je bilo malo, vsake dobrine smo se razveselili. Jaz se spomnim, da sem bila presrečna, ko sem dobila, da sem jokala od sreče, ko sem dobila prve kotalke z gumijastimi kolesi, da sem z mladim vedežem tako prvo mladinsko, kako bi rekla, enciklopedijo spala od zadovoljstva. Danes je pa vsega tega preveč, ni več želja, potem, ker želje niso spomnile, tudi ni več sreče, otroci danes že kar vse razmetavajo. Potem pa mama moja je imela izredno razvit estetski čut in bila zelo dobra risarka. Žal tega potem ni razvijala naprej, pač življenjska pot jo je zanesla bolj v materinstvo in gospodinjstvo. In po njej bi lahko rekla, da sem podedovala oboje. Risala sem skozi in skozi rada, pa zanimalo me je tudi oblikovanje. Ne ravno arhitektura, ampak nasplošno oblikovanje uporabnih predmetov, oblikovanje pohištva, oblikovanje garderobe. In ker takrat ni bilo teh šol, ki so danes, nas imamo že kar 4-5 šol na temo oblikovanje pohištva, oblikovanje predmetov, sem se potem tudi mogoče zaradi družbe, ki sem imela takrat na gimnaziji, nekaj mojih sošolcev se je odločalo za arhitekturo. Starši so bili prijatelji z arhitektom Pečenkom, ki me je v bistvu tudi spodbujal, da je to krasen in lep študij, in potem sem se odločila, sem pa na začetku gimnazije si želela medicino, potem se je pa to nekako preveslo in lahko rečem, da sem zadovoljna, da sem končala ta študij. Ob pojmu arhitektura bi večina rekla, da gre za načrtovanje in za gradnjo. Kako pa bi vi predstavili arhitekturo? Koliko področij zaobjema in kaj pomeni vam? Arhitektura, najbolj splošna taka opredelitev je to, da je umetnost oblikovanja prostora, umetnost oblikovanja stavb. Arhitektura je namreč umetnostna dejavnost, ne čista, tako kot kiparstvo in slikarstvo, ampak vendar je pa arhitektura, se pa v teh čistih, tako imenujemo umetnostnih dejavnosti, loči po tem, da je v to vpeta še uporabnost. Arhitektura ne sme biti samo lepa, mora biti tudi uporabna, in pa sama tehnika in tehnologija gradnje, kar je pa povezano z inženirstvom in je ravno ta kompromis precej zahteven.
potem se tudi arhitektura v bistvu loči od drugih umetnostnih dejavnosti. Ste prva slovenska arhitektka, ki je dosegla naziv redne profesorice na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani leta 2014. Se zdi malo nenavadno, da pred vami na tej fakulteti ni bilo nobene ženske. Nam lahko predstavite svojo strokovno pot do prihoda na fakulteto in potem tudi naprej? Moja strokovna pot je bila v bistvu zelo pisana, kar se potem odraža tudi v eni paleti izjemno širokega znanja. Jaz sem namreč že kot mlada, ravno sveže diplomirana arhitektka, kar 4 mesece preživela na popotresni obnovi v Kobaridu in Tolminu. To je bil potres leta 1976, že davnega leta, bi rekli moji študentje danes. In sem se takrat seznanila prvič z arhitekturo podeželja, seznanila sem se z tehniko gradnje, seznanila sem se, kaj pomeni potres, kje so nevarnosti, kako se lahko pred to ujmo vsaj delno zaščitimo. No, takrat sem bila v službi pri Investbiroju Koper, sicer v Ljubljani. Sem v biroju kot sodelavka načrtovala predvsem stanovanjsko gradnjo, vrtce, nekaj tudi osnovnih šol, tako da sem pridobila široko znanje na tem področju, pa ker sem diplomirala takrat iz urejanja zunanjega prostora, namreč današnje fakultete za oblikovanje krajine še ni bilo, sem delala prva leta tudi zelo veliko zunanjih ureditev, tudi takih malo večjih v okviru urbanističnih posegov. Potem je pa bila kriza, ne vem točno katerega leta je to bilo, in Investbiro Koper zaprl poslovno enoto v Ljubljani, oziroma tako na lahko nam je dal vedeti, in sem se potem zaposlila, trenutna služba, na čisto nekem drugem področju. To je bil Zavod za družbeno planiranje, in sicer oddelek za urejanje prostora. Tam se je pa prostor urejal na široko, se pravi, so bili ti prostorski akti, kje bojo šle ceste, kje se bo nekaj ohranilo, kje se bo nekaj razvijalo. In ta planski dokument je bil takrat, ko sem se tukaj zaposlila, že zaključen, in jaz sem se potem vključila v to v bistvu izvajanje tega planskega dokumenta. To je bil prvi in tudi edini prostorski plan Republike Slovenije. Po osamosvojitvi smo se prerazporedili, sem pa prišla pod Ministrstvo za okolje in prostor, in prvi minister, Miha Jazbinšek, me je zadolžil, da v 2-3 letih pripravim eno karto z značilnimi arhitekturami in urbanizmi po slovenskem prostoru, da bo to osnovno izhodišče za oblikovanje razvoja naprej. In potem sem se res v to, lahko rečem, z veseljem zaklinila. Avtor tega projekta je bil dr. profesor Fister, tudi vsem dobro poznan. Jaz sem potem pod njegovim vodstvom sva skupaj to nalogo, on na Fakulteti za arhitekturo, jaz na Ministrstvu za okolje in prostor, sva to nalogo res v 2 letih zaključila. Rezultat je bila monografija arhitekturne regije in krajine, ki je še danes nenadomestljiva, neprekosljiva, mogoče bi bilo jo treba samo malo dopolniti, ampak z odhodom ministra se je potem pri nas oblast nekako zasukala, vse je šlo v predal in je to ostalo kot nekaj nedokončanega, mogoče celo nerazumljenega. Kot nepomembno, arhitekti so se celo sami razburali, zakaj pa mi potrebujemo neka vodila, saj mi sami znamo učitati prostor. Niso razumeli, da je to v bistvu strokovna pomoč, da oni sami ne potrebujejo raziskovati, pa da se lahko tudi na osnovi tega predpišejo neka osnovna razmerja, da bo prostor ostal harmoničen. To se ni zgodilo in odšlo je prostopotne, tudi lahko rečem veliko po zaslugi arhitektov, ki tega nekako niso sprejeli, ker vem, da so se z mene tudi velikokrat norčevali, a pa ti bi pa povsod predpisala dvokapnice, ker modna je pač ravno streha. In ker sem s profesor Fisterom zelo dobro sodelovala, ker sem pa že delala podiplomski študij, jasno, vse je bilo mogoče, glede na moja leta, neko zakasnelost, danes so doktorji znanosti že pri 30, ampak jaz sem pač imela prej tudi družino, 2 odraščajoča otroka, pa mogoče je moja pot bila tudi tako zasnovana, da je pač tako bilo. In me je potem profesor Fister povabil
Pri njemu sem potem tudi naredila doktorat iz značilnosti fasadnih odprtin slovenskega podeželja in potem me je pa profesor Fiser povabil, da bi prišla na fakulteto za arhitekturo v njegovo katedro kot asistentka. In tam se je potem začela moja pot od asistenta, docenta, izrednega profesora do redne profesorice. Ženske smo bile pa že od ustanovitve oddelka za arhitekturo Slovenske univerze zelo zapostavljene, ne. To je bil neka moška domena, sicer pa tam najverjetneje na prelomu 19. in 20. stoletja so se ženske morale za svoj obstoj v raziskovalnem svetu kar precej boriti, ne samo na arhitekturi, ne tudi na drugih področjih. Bila sem zelo delavna, veliko sem pisala, našla sem v bistvu svoje veselje v delu in ker sem pač imela toliko tudi materiala, ker sem imela toliko stvari za pokazati, sem rekla, zakaj pa ne bi še na tem področju napredovala, so bile pa v bistvu težave, ker že od Plečnika naprej so bile ženske tiste, ki so sicer lahko študirale, ampak njihova vloga je, da pečejo doma piškotke. In sem mogla zato tudi zelo se dokazovati, tako da mi je pa na koncu naša tajnica na fakulteti za arhitekturo rekla, ko je bila ta izvolitev že za mano, je rekla, ampak če pogledam jaz vašo dokumentacijo, vi ste naredila 100-krat več kot vsak moški, ki je dosegel isti naziv. No, zdaj se je pa to sprostilo, zdaj pa že kar nekaj žensk. Sta bile pa pred mano tudi samo 2 ženski docentki, ne, tako da je bilo to res omejeno na moški svet. Vaša bibliografija obsega skoraj 1000 enot, 14 monografij. Vaše zadnje delo je leta 2024 izšlo pri založbi Kmečki glas in ima naslov Hiše za boljše življenje. Zelo veliko dela. Kako vam je uspelo? Kako ste vse to peljali? Pravzaprav se tega sploh ne spomnim. Enostavno strast. Neka strast te zagrabi. Veliko počitnic sem usmerila v raziskovanje slovenskega podeželja. Veliko sem tudi hodila neprestano z odprtimi očmi, veliko noči, ampak to je bilo vse mimo neko veselje. To je pač en krasen hobi, ki me pa danes jasno pa da malo žalosti, ker vseeno ni padel na plodna tla, ne, na takšna, kot bi si jaz želela, da bi slovenska podoba danes bila, ne. Kaj vam pomenijo korenine, slovenska tradicija, dom, domovina? 2 knjižici sta išli v slovenskem prostoru, ena ima naslov Slovenoljub, druga pa Slovenologija. Napisal jih je, mislim, da pisatelj, novinar, zgodovinar, ameriški Slovenc Noah Charney. In noter je zapisal, da bi mogel biti zelo, zelo nor, da bi Slovenija šel v Ameriko. To pomeni, da živimo v prekrasni deželi in že na prelomu 18. in 19. stoletja so naši prvi možje, ki so v bistvu se zavzeli za slovenski jezik, ki so tudi postavili podstat, da smo mi začeli pisati, poslušati pesmi, gledati gledališke predstave v slovenskem jeziku. To so bili Zois, Kumrdel, Linhart, Vodnik, so dejali, da ima Slovenija popolnoma vse, kar človek za srečno življenje potrebuje. Mi se tega žal ne zavedamo. Jaz sem zelo, zelo vpeta v slovenski prostor, posebej zato, ker je res izjemen, majhen, raznolik. Mi smo v 1 uri smučišča na morju, v 10 minutah iz najbolj urbanega središča v gozdu, povejte mi, kje se to na svetu lahko še zgodi. Ampak Slovenci smo mečkeno čudni ljudje, ne znamo stopiti skupaj, nekje nam je vse, kar je tuje, bolj drago, sosedo je še vedno vrag. Če bi Slovence malo uspeli v tem smislu poboljšati, bi bilo potem pa življenje res idealno. Ja, Slovenija je res pestra, raznolika, skoraj z vsakim hribom se nekoliko drugače govori, tudi kakšni recepti so malo drugačni, drugače se poje, tudi drugačna oblačilna kultura in različno stavbarstvo. Katere so bistvene ločnice stavbarstva po slovenskih pokrajinah? Slovenski prostor je tako razgiban, da je tudi težko dostopen, ne. Še vedno mi danes sicer zelo hitro potujemo, Murska Sobota, Ljubljana, Koper, Jesenice, Ljubljana, Novo mesto, ampak verjamete ali ne, da imam znance, ki še niso bili v Tolminu, ki še niso bili v Kobaridu. Idrija je težko dostopna, da o slovenski Koroški, Uršlja Gora, Peca,
Kozjaku ne govorimo, enako o Kostelskih gozdovih, pa o Brkinih. Se pravi, da res poznamo ta razvojni pas, drugače nas pa v te bolj zaprte prostore v bistvu že težko zanese pot. In ravno zaradi te zaprtosti se je razvila neka svojstvena kultura, ki nas sicer povezuje v enotno slovensko kulturo, ampak je noter neka raznolikost in tako tudi raznolikost stobarstva. Zdaj, če bi povedala, v glavnem so to podeželske hiše, osnovna funkcija teh stanovanjskih hiš je bila, da strežejo kmečkemu načinu življenja in dela, zato so po tlorisih, če pogledamo prerez, tudi vse stavbe si izjemno podobne. Se pravi, hišo prereže, če se le da po simetrali, ogromna veža, ki je dostopna enkrat z dvorišča, enkrat z cestne strani, levo pa desno se pa potem nizata glavni bivalni prostor s kakšno kamrico, potem pa shramba, kuhinja in to je taka osnovni tloris. Ni važno, gre za goričko hišo ali pa gre za hišo na Krasu. No, na hišo na Krasu mogoče je v veži se bolj kuhna razvila. Ampak te raznolikosti so pa odraz razgibanosti prostora, se pravi, nekje imamo hišo na ravnici, se je oblikovala drugače, kot tista, ki se je zaklinila v Starem Breg na Idrijskem. Vodilo gradnje je bil tudi material, vedno so uporabljali gradiva, ki so bila pri roki, nekje je bilo blato, ilovica, druge les, kamen in prilagajanje tem materialom je dalo te osnovne razlike stanovanjskih hišam, drugače so pa hiše na Gorenjskem, ker je bila to dežela, če bom zdaj samo tako enih par izpostavila, ker je 14 regij predolgo za opisovati. Na Gorenjskem hiše zelo bogate, zaradi tega, ker je bila Gorenjska vedno visoko razvita kulturna krajina, tudi bogatstvo so imeli, železarstvo, rudo in te hiše so ponavadi mogočne, se pravi, da nimajo samo pritličja, da imajo še kakšno nastropje z razvitimi bivalnimi prostori, da se v pritličju v nekaterih hišah namesto glavnega bivalnega prostora vklinila tudi kakšna gostilna ali pa trgovinica. Hiše so bile vse pokrite z zelo široko, mogočno dvokapno streho. Osnovna kritina je bila siva, les ali kasneje kamen pa cementni špičaki, ampak te hiše so bile tudi bogato okrašene, se pravi, bile so poslikane, imele so zelo lepo oblikovane okenske okvirje, vratne okvirje in to je ena taka mogočnost, poslikanost, živopisanost je značilnost gorenjskih hiš, medtem ko so bile na primer hiše na Krasu sezidane iz kamna, neometane, oziroma omet je bil zelo tanek, na tem področju ni veliko mivke, tako da so zelo varčevali z apnenimi ometi, pa še čez čas je potem dež ta omet spravil, tako da vidimo kar neka okosja, se pravi, hiše so težke, kamnite, pokrite so z plitkimi, korčnimi strehami, hiše so med seboj povezane, če imamo na Gorenjskem gospodarska poslopja ločena od stanovanjskih hiš, so tukaj povezane v take kačaste nize, ki se potem združujejo, tako da imamo v naseljih pravzaprav občutek mesta. Potem je osrednja Slovenija, ker so hiše v bistvu manjše, okrasja je manj, strehe so še vedno dvokapne, je pa veliko več poudarka, likovnega poudarka bilo na obdelavi okenskih in vratnih odprtin z ometom, z štukaturami. Ta štukatura se je potem bogato razvijala proti Štajerski, ker Štajerci so v Mariboru so bile tudi razvite štukaterske delavnice, tako da je zelo veliko bogatega okrasja, ne slikarski okras, ki obvlada Gorenjsko, je tle bil čisto skrit. Oblika hiš pa v bistvu ni toliko spremenjena, ni toliko različna od osrednje Slovenije, ampak ločuje prav to bogatstvo štukaterskega okrasja in da streha postaja tukaj že tudi opečna. Ne. Na Koroškem so strehe ogromne, so pravi kot neke hiše, školjke pokrivače, pokrivajo stenje, zato ker je bilo tu izjemno veliko snega, hude zime in so želeli sneg, da hitro se drsi iz strehe in to čim dalje od ostenja, ne, tako da imajo tu hiše tudi zelo dolge napušče, v glavnem so lesene, razvili so
mojstrsko tesarstvo, mojstrske tesarske zaključke, mojstrske mizarske zaključke, okrasje. Skratka, ta lesna obrt se tu zelo razvila, medtem ko se je na Krasu pač kamnoseška, ne. Tam imamo pa potem umetnike, ki so klesali sploh še danes ohranjene značilne kamnoseške izdelke, predvsem portale. Portali so v tem primorskem delu izpostavljeni in pol, če se zavijemo čisto na kratko v Bela krajina in Dolenjska, Kostelska sta bile revni pokrajini, vemo, da tu ni bilo nikoli nobenega bogastva, da je bila zemlja zelo skopa, ne, da so se Ribenčani preživljali s trgovanjem svoje suhe robe, so bile hišice zelo majhne, večinoma lesene, ampak skelet je bil tu oblikovan drugače kot na Koroškem, ni bilo več brunart ali pa na Gorenjskem, ampak so bile skeletne, ker je skeletna gradnja, malo je bilo lesa in ta skelet je bil pol ponavadi obit z lesenim opažem. V Beli krajini je bil pa tudi na Kozjanskem bil pa ta skelet umetan, se pravi, da so na les nabili trstiko in potem to umetali, da je hiša izgledala od zunaj kot zidana. Značilnost Prekmurja so pa hiše pritlične, dolge hiše, ki so imele tudi med seboj povezane gospodarske objekte, stanovanjsko hišo. Oblikovale so se v dolge nize, v zlomljene nize, L ali pa celo v nize na U. Okna so bila tukaj zelo mehna in pokrivale pa vse v preteklosti, pa še nedaleč nazaj slamnata streha, potem se pa tukaj zaradi povečanja opekarstva, opečne obrtine, tle je bilo veliko gline, so takoj zelo hitro začeli že izdelovati opeko, so potem pa zamenjali tudi opečni strešniki. Tako je to na kratko predstava, ker največ bi bilo lepše, če bi lahko slikce, upam, da ste eno vtis dobili. Tudi te mogočne velike zgradbe imajo različno velika okna. Zakaj so po nekaterih morda bolj tukaj na Cerkljanskem, če imam pravo predstavo, taka manjša okna, druge pa večje? Razvoj okna je šel od izjemno majhne okenske odprtine potem v vedno večjo in bolj, ko so bile hiše eminentne, bolj se je okno tudi povečevalo, vendar v nekih značilnih proporcijah. Tako da visok pravokotnik je pravzaprav že odraz 19. stoletja ali pa potem 18. 19. stoletja, kjer so hiše že predelovali. Na Cerkljanskem pa idrijskem koncu so pa hiše zelo zanimive, ker so slemenom klinijo v zemljišče in nam odpirajo čelno fasado, ne, se pravi ne več vzdolžne fasade, tako kot je po mestih, po naseljih, ampak čelno fasado. In ta čelna fasada je prebita z številnimi majhnimi odprtinami. Očitno se je to ohranilo še od 16., 17., 18. stoletja naprej. Odprtine, ki so res harmonično in ritmično nanizane po fasadni ploskvi, so sicer majhne, ampak zanimivo, da je kljub tej majhnosti je hiša postavljena v prostor tako, da okna popolnoma dovolj osvetljujejo notranjost. Ne, mi smo delali enkrat ene izračune, če okna, ki jih je bilo potem pa res veliko, ne, to se pravi, da je včasih po 6 okenc osvetljevalo glavni bivalni prostor, da je ta steklena površina popolnoma dovolj velika, da se prostor zadovoljivo osvetli, je pa ta razporeditev okenskih odprtin danes mogoče malo moteča, ali pa tudi ne, če imamo steklene površine, tudi ne moramo pred njih postaviti pohištva. Vem, da so se na začetku, tam še pred 20 leti, pri prenovah ravno teh cerkljanskih hiš lastniki razburali, da je težko postaviti pohištvo v tak prostor, ne, če je stena presekljana, ker je bila takrat moda tega stenskih omar, polic, ampak smo se potem zmenili, smo pač prerezali, če niso pol okna povečevali. Zdaj, če pa okno pri taki stavbi povečaš, moraš pa povečati vsa okna v enakem proporcu, ker če ne se harmonija poruši. Kako je s tem okrasjem? Je to kakšen vpliv morda iz Avstrije ali? Ja, je, gotovo je z ene strani, naša država je z ene strani vplivana z Mediterana, z druge stvari pa z osrednje Evrope, ne, Avstrija, pa tudi malo Madžarska in ta dva vpliva se gotovo močno poznata, ne, naprimer kamnoseštvo na Krasu. Mojstri, ki so razvili to kamnoseštvo res do vrhunstva, so se mnogokrat šolali v italijanskih mojstrskih delavnicah, ker je tudi kamnoseštvo bilo visoko razvito. Podobno je bilo na Štajerskem, kjer so
končali mojstrske šole, izdelovalci potem teh štukov pa te obrti v domačem okolju v Avstriji, v sosednjih krajih ali pa tukaj tudi v Avstriji so bile neke slikarske delavnice, čeprav slikarstvo je mogoče res tako zelo, zelo slovenska izvirnost, ker vemo, da Škofja Loka je bila zibelka slikarske dejavnosti in to se je potem razširilo tudi po podeželju, ne, se je to prenašalo, ta čut pa občutek se je prenašalo iz roda v rod. So pa, kar bom pa povedala, kar se pa zelo razlikuje od tega, kar počnemo danes, da so te mojstri, ki so se izobraževali zunaj, so potem odprli domače delavnice, so tukaj potem tudi razvili, tudi kovaštvo, na primer, ne smemo zapostaviti, tukaj razvili potem tudi svoje dobre, kakovostne naslednike, da so te mojstri svoja znanja, ki so jih pridobili v tujini, vedno z izjemnim občutkom znali prilagoditi našemu kulturnemu prostoru in našemu miljeju in res se je razvila potem nam lastna obrtna tvornost, ne, italijanska, ne, nismo neposredno prenašali vzorca, tako kot se to danes dogaja, ne. Veliko ste pisali o posamičnih elementih gradnje, podstavek ali cokelj, pa tudi o ograjah. Smo se Slovenci od nekdaj radi zapirali pred sosedi. Kakšna je vloga teh ograj? In še ena stvar, ki me zanima, so tudi ganki. So imeli kakšno posebno funkcijo ali so že tudi včasih radi posedali, tako kot mi danes na terasah, balkonih? Gank je bil zunanji hodnik. To ni bila funkcija terase, ni bila funkcija balkona. Enostavno so zaradi same konstrukcije je velikokrat bilo v notranjosti nemogoče, notranjosti hiše bila nemogoča povezava s stopniščem, so stopnišče naredili zunaj in so potem v gornje prostore dostopali po zunanjih stopnicah, po zunanjem hodniku, tako imenovanem ganku. Gank se je potem, tudi ko so se hiše razširile, pa so dobile notranje stopnišče, ohranil, ampak gank je bil vedno namenjen tudi sušenju pridelkov, perila, pa mogoče bolj sušenju pridelkov, shranjevanju. Gank ni bil nikoli namenjen počitku. Šele v današnjem času poznam tudi veliko kmečkih gospodinj. Res, da se mnoge, ampak to je tudi zdaj že rahlo v zatonu, da so se mnoge gospodinje obremenjevale, ker so vse ganke okrasile z prevelikim, obsežnim številom rož in potem to negovati, zalivati je bilo izjemno delo, posebej, če je vreme tako nemogoče, kot je danes. Včasih so tudi bili ganki okrašeni, ampak mogoče tu in tam s kakšno lončnico, ni bilo pa to buhteče okrasje. To je malo prišlo iz sosednje Avstrije k nam kot neka moderna poteza. Balkon je bil pa značilnost mestne gradnje, da so pač nekje v kakšnem prvem, drugem nadstropju prebivalcu omogočili povezavo za zunanjostjo, ali pa celo je bil balkon izpostavljen v kakšni delu, kjer je bila za balkonom kakšna plesna dvorana, kakšen eminenten stanovanjski prostor, da so se potem lahko gostje tudi na balkonu malo prezračili. Se pravi, terase, gankov na našem podeželju kot prostorov namenu počitka ni bilo. Naslednje vprašanje so cokli. Cokl je, mi ga imenujem tudi hišni podstavek, ki je pravzaprav tisti del hiše, na katerem potem mi gradimo ostalo zidovje in ga na koncu pokrijemo streho. Od cokle je zelo odvisno potem zdravje zidov navzgor, ne. Zdaj hišni podstavek je danes v glavnem dela betonski, se ga tudi dobro zaščiti pred zunanjo vlago. Hišni podstavek je namreč vedno v stiku s stalno vlago, vedno, ne, ker je pač postavljen na zemljo ali pa v zemljo. Mi vemo, da zemlja je vlažna in da se po teh materialih potem vlaga dviguje. Zdaj sodobna gradnja z sodobnimi materiali. Podstavek z temeljem odlično zaščiti, za hidroizolacijo, z zunanjimi drenažami, v preteklosti pa tega ni bilo. So si ljudje pomagali tako, da so podstavke delali iz bolj kakovostnega materiala. Poiskali so kamen, ki je bil manj porozen, v glavnem so bili kamniti postavki, nikoli niso delali postavke iz opeke, tudi na Goričkem pa v Prekmurju ne. Ali pa da so celo leseno konstrukcijo potem postavili tudi na neke trde podstavke, pa še celo prva dva elementa te lesene konstrukcije sta bila iz bolj obstojnega lesa, z bolj gostega, najbolj močnega, najbolj odpornega, predno so zidali navzgor. Vlaga je potem v te zidove jasno prehajala, ampak se je potem tudi ta vlaga posušila.
ker prostori so bili v glavnem več ali manj, to so bili kletni prostori, več ali manj so bili tudi namenjeni shranjevanju pridelkov, ker je bila ta vlaga celo zaželena, mogoče 60-70% vlage, tako da ni bilo popolnoma nič narobe, ne, hiša je idealno funkcionirala. Podstavek je ščitil pred hladom, pred talno vlago, potem je bil srednji del, streha pa je ščitila pred vročino iz zraka pa pred vremenskimi vplivi. Srednji del je bil odlično zaščiten. Danes pa smo mi naše stanovanjske hiše razširili bivanje se je razširilo v klet in bivanje se je razširilo na podstreho. Zdaj podstreho je mogoče bolj enostavno izolirati. Kako pa izolirati star podstavek? Tu so zelo velike težave. V glavnem, če se da, je potrebno najprej olupiti vseh ometov, potem ga osušiti, ga na zunanji strani izolirati, narediti dobro drenažo. Nikakor se ne sme potem do stene naš zunanji teren zaliti z asfaltom, ampak je ob steni vedno potrebno pustiti en pas zemlje, lahko se obložene s kamnom, da se te zidovi še vedno sušijo, kljub tej izolaciji. Na notranjo stran so pa priporočljivi ometi, ki odbijajo vlago. Tu slučajno ne sme biti cementni omet, zaželeni so apneni ometi in pa tudi paropropustne barve. Zdaj jasno se takih prostorov ponavadi zelo težko čisto usuši, ampak so že bivanju lahko primerni. Zdaj težje je pa tam, kjer teh drenaž zunanjih, pa kjer odkop hiše ni možen, to je, če smo ob cesti, ki je celo zalita z asfaltom. V takem primeru je pa potrebno potem te zidove injicirati s hidrofobnimi snovmi, tako da te zidove ojačamo in jih zaščitimo pred talno vlago. Zidovi morajo biti odprti, prosti, Bog ne daj, da jih zapremo s kakšnim opažem ali pa da omaro prislonimo čisto ob zid. Tak zid mora dihati in se sušiti. Kaj pa ograje? Ograje so bile vedno namenjene zaščititi, na podeželju pa sploh. Vrtove za zelenjavo, ker je bila taka slastna zelenjava za divje živalce, so vedno zaščitili z ograjami, preprostimi lesenimi ograjami, so ščitili tam, ker se žival pasla, da so nekje to zamejili, nikoli pa niso se zapirali pred pogledi, to, kar se pa danes dogaja. Danes pa postavljamo 3 metre visoke betonske zidove, zato da nas sosed ne vidi. Se pravi, funkcija ograje je bila najprej zaščita. No pa tudi vizualna zaščita je bila že če pogledamo mesto Ljubljana pa Staro Rožno dolino, ki se je še jaz spomnim, to Stara Rožna dolina je bila v bistvu park. Kljub temu, da so hiše imele ograjene svoja zunanja zemljišča, so bile te ograje prosojne, bile so v glavnem iz kakšnega žice in pa potem iz grmovja, tako da je pogled še vedno stekel v notranjost, ker so bili pa bujni vrtovi in si imel res občutek, da se sprehajaš po parku. Šele potem, zdajle, ko smo to res zgostili do onemoglosti, popačili do onemoglosti, smo pa postavili ograje, ki preprečujejo poglede in s tem, ko preprečujejo poglede, pa ne, da bi bil ti radoveden, ampak je tudi sprehajalec v bistvu se sprehaja po nekem koridorju, ta prijeten občutek dihanja prostora se je popolnoma izgubil. Danes je naša sogovornica Živa Dev. Je doktorica arhitekturnih znanosti in prva redna profesorica na ljubljanski fakulteti za arhitekturo, kjer je predavala predmet prenova arhitekture in konzervatorstvo. Dotakniva se zdaj obnove starih zgradb. V Sloveniji jih je še kar veliko, ponekod so ohranjena cela naselja. Pravilna obnova je zahtevna, potrebno je znanje in razširjena je misel, da je potrebnega več denarja kot za novo gradnjo. Zdaj, kar se denarja tiče, bom rekla tako, da je se v zadnjem obdobju, posebej v zadnjih, 10-5 letih, se je število prenov res povečalo. Prej so to zelo rigorozno rušili, mogoče tudi zaradi tega, ker to sem sama imela veliko izkušenj, da so ljudje imeli za starimi hišami tudi neprijetne spomine, predvsem na težko življenje, na revščino. Enkrat sem sodelovala pri eni obnovi, ki je imela v veži čudovit črn kamnit tlak.
res čudovit na Krasu. Ampak lastnica je na vsak način hotela, da se ta tlak zbije ven, ker ona ima pa, tako je pa njena babica živela, ki ni imela dostkrat ne hrane, ne oblek, da ona ima pa preveč jo spominja ta tlak na hude in težke čase. Ne. To je bila ena stvar, da so rušili, potem na hitro hoteli se tega znebiti, se zidati novo, drugačno, boljšo hišo. Spravi, to je bil vzrok rušenja. Drug vzrok je bil to, da je mogoče tudi ta, ne vem, naslonitev na našo dediščino, na naše korenine, da je vse skozi bila in je v slovenskem prostoru še vse skozi kar premalo poudarjena. Ne vem, tudi v šolskem sistemu premalo govorimo o Slovencih, o slovenstvu, o naši kulturi, o naši dediščini, tako da tudi tega odnosa niso imeli, ne, zdaj bom pa ohranil hišo mojega dedka, ne, mu ni bilo toliko pomembno. To se je zdaj začelo mogoče malo vračati, da je malo prenov več, posebej so to prenove, ki so povezane ali z sekundarnim bivališčem ali pa z oddajanjem za turizem, ne? Ker turisti pa imajo izredno radi drugačnost, ki jo najdejo v naših starih prenovljenih hišah. Prenova ali je dražja ali ni dražja. Da je dražja, je to kar nek ukoreninen neresničen stavek. Zdaj, odvisno, kako mi merimo te cene. Če delamo res racionalno, previdno, da po pameti, potem pa če prištejemo k temu, kaj vse smo pridobili, potem je sigurno prenova cenejša od novogradnje. Mi je pa v roke enkrat prišla ena avstrijska analiza, kjer so pa res skrbno analizirali vzporedno gradnjo novega in prenovo in so prišli v bistvu na tutu. Ni bilo razlike s tem, da pa ima, jasno, stara gradnja, pa še nekaj več ne ima, glasove pa duh naših prednikov, ohranjamo kulturno dediščino in pravijo, da se ljudje, to sodobni tudi arhitekti ugotavljajo, da se ljudje v domu, kjer ima povezavo s preteklostjo, bistveno boljše počutijo, so bolj ustvarjalni in bolj zdravo in srečno živijo. Včasih se zdi, da družba ni najbolj naklonjena ohranjanju starega. Tudi sami ste se na vašem strokovnem področju srečevali s tovrstnimi problemi. Ko se vozimo po Sloveniji, opažamo, da se nekatere novogradnje ne vklapljajo v okolje, v katerega so postavljene. Znotraj države danes nimamo neke ureditve, nekega zakona, ki bi usmerjal, kako se sme graditi in kje. Kar sem spremljala zakonodajo, in to še iz tistih časov, ko sem bila na Ministrstvu za okolje in prostor, lahko trdim, da je slovenska zakonodaja v bistvu dobra, da ni nič drugačna od tiste na Švedskem pa na Finskem. Samo mi potem ne vložimo premalo ali nič energije, kako bi se ta zakonodaja potem resnično udejanjala. Nimamo izobraževanj. Mi z zakonom predpišemo, naprimer predlagamo, da se v okolici Murske Sobote gradijo hiše z vzdolžnim tlorisom, z dolgo dvokapno streho, pa poiščite še kakšne detajle, ki so v tem okolju tradicionalno značilni. Noben arhitekt se s tem ni ukvarjal, vsi so gledali po revijah, vnašali, moda je bila pač ravna streha, kockasta hiša ali pa v neko dvokapnico potem zaklinjena kocka. To so ljudje videli, to so osvojili kot nekaj naprednega, modernega in to se je začelo potem v takih in drugačnih oblikah pojavljati po slovenskem prostoru. Vsak graditelj je še malo po svoje to preoblikoval, odvisno od denarja, odvisno od obrtnika, ki mu je to ali ono svetoval in potem imamo res en kaos, grdobijo, ki je značilno zaznamuje predvsem naselja v tem našem razvojno-prednostnem pasu v teh prometnih koridorjih. Ne. Mogoče na Koroškem ali pa tam v nekje v Kobaridu ali pa v Brkinih je situacija malo drugačna. Arhitekti se niso posvetili, da bi skušali oblikovati neke tipske ali pa mogoče neke ali pa pokazati ljudem, kakšen tip hiše bi sodil v ta prostor. Če že, so bili mogoče potem pa iz drugega nekega strokovnega prepričanja grdo kritizirani, da to so pa neke barake, da to je pa premalo, ne vem kaj, elitistično, da premalo steklenih površin. Neodvisno od tega, da je steklo zelo dober prevodnik toplote pa mraza, je še vedno in če imamo vse stekleno. Mi je pa zelo dobro povedala, povezano s steklenimi stenami, ena dama, ki ima čudovito turistično naselje, je rekla, poslušajte, jaz v tem gorskem svetu ne potrebujem steklene stene. Jaz moram imeti steno,
takšno, da se zaščitim pred ujmami. Ko tukaj pride nevihta, ko tukaj potegnejo vetrovi, se moram jaz skriti. Ko je pa vreme lepo, se pa jaz postavim na zunajno teraso in občudujem naravo, reka tudi po zimi zavita v deko na ležalniku. Se pravi, hiše v tem okolju morajo biti zaklonjene. Arhitekti tega sploh niso upoštevali, ne. Tudi na hitro so delali, mogoče neki prehitri zaslužki, mogoče arhitektov celo preveč, pa še nekaj na fakulteti za arhitekturo. Jaz o arhitekturi podeželja nisem slišala nič, nikoli. Ne, ko sem sama študirala, ne potem, ko sem bila že sama aktivno vpeta. To je bilo nezanimivo, če že postaviš kakšno hišo, mora biti to pač ekscesna vila, ne, na podeželju. V glavnem so vsi želeli biti umetniki, vsi so želeli postavljati nekaj več. Ne. Dobro, imamo neke odlične arhitekte, pa naj bosta to Sadar, Vuga ali pa Bevk Perović, ampak vse ostalo, vsa množica arhitektov je pa slabo vzgojena v tem, da bi prisluhnila prostoru, da bi prisluhnila dediščini, da bi prisluhnila tudi ljudem. Ne. Zdaj ne vem, vsak mlad arhitekt se trudi, da bo na podeželju pa naredil tisto, kar delata Bevk Perović v Ljubljani. Ne. To ne gre skupaj. Ampak je pa zanimivo, ne? Prej ste omenila, da imamo v Sloveniji prostore, zaprte prostore, kjer se je razvil jezik, kjer se narečja, kjer se je razvila kulinarika drugačna, kjer se je razvila oblačilna kultura drugačna, kjer se je glasbena kultura razvila drugačna. Vse to smo nekako znali ohraniti, posebej na nivoju kulinarike. Ne? Mi danes prodajamo gibanico, potico, ne vem, krajinsko klobaso. Na področju arhitekture pa kot da tega ni. Kot da to ni sestavni del naše kulture. Tudi ljudje so včasih vedeli, kje graditi, danes gradimo vse povsod. Zdaj ta vedenja o prostoru, ne, veste, prostor je v Sloveniji za gradnjo, bi lahko rekla, kar zahteva, ne, ni enostaven. Naprej v Prlekiji pa v ravnicah so močvirja, tam so plazovi, nekje je spet poplave, ampak predniki so na osnovi izkušenj, ki so se prenašala iz roda v rod, to dobro poznali. Oni so vedeli, zakaj mora streha imeti napušč na južni strani. Vedeli so, kako hišo v prostor usmeri, da bo ujela po zimi čim več sonca, poleti, da bo pa to sonce šlo visoko, da je ne bo pregrevalo. To so bila res znanja, ki so jih potem vsi nasledniki upoštevali. Noben je rekel, to je pa brez veze. Ne? Mi smo zdaj s to sodobno tehnologijo mogoče postali preveč vsemogočni in mislimo, da zdaj nam bojo pa moderni traktorji pa buldožeri zamenjali možgane pa roke. Ne? In smo vsa ta znanja enostavno zapostavili, zravnali smo teren tam, ker je bil hribovit, delali terase, police. Ni nas zanimalo, ali tam pride kakšen plas ali ne, ta izročila so se mnogokrat tudi že izgubila in zanimivo se je zgodilo v Solčavi, to hočem povedati, da to, kako gradimo, kje gradimo, bi mogli res malo bolj spoštovati in upoštevati tudi tiste, ki se ukvarjalo z geografijo in geologijo. V Solčavi je ena hiška, kjer je lastnik stari škofijskih levi so bili. Saj ne vem, če bi so bili ravno škofijske, ampak v Solčavi je bila tista cerkvica, pa zopnišča in pa so bili v obvodi velikih levi, zopniščano. No in teh leve je nekdo kupil in jih je prenovil. So pa čisto ob Savinji, ob vodi, čudovito prenovil, naredijo apartmaje in jaz sem ga za strahom ob teh poplavah poklicala, ker sem bila prepričana, da je to vse pod vodo. Ne. Kljub temu, da je to po vodi, tam naredi reka neko kluk, se voda zažre v drug breg, njemu ni bilo nič, pri prvem okluku na isti strani poplava. Ljudje so vedeli, kaj so delali. Je s tem povezana tudi oblika naselij, naprimer obcestni, gručasti? Zdaj oblika naselja je bila predvsem povezana z zemljiščem. Kmetijsko zemljišče so čuvali kot punčico svojega očesa. Ne? Vsa naselja so se v Sloveniji stiskala ob breg ali pa so nastala na kakšnem ljubljanskem barju, na kakšnih hribčkih. Tam, kjer je pa bilo te plodne zemlje zelo veliko, ne? Naša žitnica, severovzhodna Slovenija, pa Ptujsko polje, tam so pa potem ob komunikaciji zelo premišljeno postavili naselje, so bila taka obcestna naselja, kjer je potem bila tudi že trakasta razporeditev kmetijskih zemljišč. Tudi v Visokogorju, v alpskem svetu, na Gorenjskem so vedno hiše postavljali
tako, da so v bistvu imeli prvič pregled, drugič pa, da so varovali tista najbolj plodna zemljišča. In prav tem razlikam, razgibanem svetu, kje so bila plodna zemljišča, kje je bila voda, kje je kakšna reka. Voda je bila zelo pomemben faktor, so se potem zemljišča tudi prilagodila, pa tudi vremenskim razmeram. Naša kraška naselja se stiskajo ravno zaradi tega, ker so se tako najbolj ščitila pred temi mrzlimi vdori zraka, ne, so ozke ulice, pa pregrevanju poleti. Se pravi, zelo so se naselja oblikovala povezano z naravnimi danostmi, ne, z vremenskimi vplivi, pa z oblikovanostjo zemljišča in pa z materiali, ki so bili tam na razpolago. Ljudje so bili povezani z naravo pri gradnji naselij, gradnji hiš, kot pri obdelovanju zemlje. In razvili so potem tudi določene vrhunske spretnosti pri obdelavi teh materialov, ne, in to še z roko pa ročnimi orodji. Danes pogosto uporabljamo izraz trajnostno na različnih področjih, tudi na področju stavbarstva. Kaj bi o tem povedali? Ja, tu so se pa tudi nekje tako razvili dve veji. Ena je, da je trajnostno, če prenavljaš staro hišo, da je to najbolj trajnostno, ker ti v bistvu materiale, ki jih so bili nekoč že iztrgani iz zemlje in že obdelani, v to že vložena neka energija, ohraniš, samo popraviš. Drugi pa pravijo, da je trajnostna tista hiša, ki je grajena tako, da ne potrebuje nobenega ogrevanja, se pravi, to so tako imenovane pasivne hiše, nobenega dodanega ogrevanja, da se sama sebe v bistvu oskrbuje. Pasivna hiša, namreč to je res stroj, ne, to je dobesedno, bi rekla, potrebuje že strojnega inženirja, da vse to vzpostavi. Jaz pasivne hiše v bistvu ne priznavam kot ekološke gradnje, zaradi tega, ker mi nihče ni znal odgovoriti, koliko energije ti zemlji odvzameš, koliko energije potrebuješ, da vse to, kar ti za gradnjo pasivne hiše potrebuješ. Jaz sem prepričana, da več, ko je potem pa prihrani s tem, da ne odpiraš okno, da se zrak korporira, ne? Ker ti moraš kljub vsemu imeti stroje, da to delajo, ne? To pa ni kar, ne pride kar zraka. Se vam zdi, da so eko-bio hiše bolj modna muha ali je to nekaj, kar ima prihodnost? Jaz mislim, da eko-bio hiše ima prihodnost, ne, sem ravno, ko sem se sem pripeljala, sem videla, da je tu ena trgovinica ali pa celo tudi en vzgojni center Gnezdo, ne, kjer uporabljajo naravne materiale, ekološke materiale, kjer tudi učijo, kako s temi materiali graditi. Zdaj pri nas bi bilo absolutno tudi poudarek na uporabi več naših avtohtonih materialov, ker imamo vse, kamen, glino, les, ampak je pa tukaj seveda sodoben napredek, ki pa ponuja vedno nove materiale. Vi kadarkoli greste, pa tudi če se strokovnjak, boste naleteli, danes pa ponujemo nove plastična vrata, nova kovinske, ne vem kaj, ne. In ljudje so potem tudi malo zmedeni in to potem se skrb zmešajo, drugače pa jaz mislim, da ekološka hiša je tudi tista hiša, ki je čim manjša, ki ima sob toliko, kot jih človek potrebuje. Zato so mojstri naši Danci, Finci, Švedi, ne, oni nikoli ne bojo imeli ene sobe v rezervi. Toliko, kot imamo otrok, toliko bo imel, če bo kdo od otrok doma živo, bom pa že nekaj prezidal. Ja, in v preteklosti je bilo veliko teh obnov, teh starih kmečkih hiš, spremenjenih tam v 70-ih letih, prav te velike kockaste hiše, ja, ki danes ostajajo pogosto tudi prazne, ne? Prazne, ker so pač rekli, no, bomo pa eno etažo še dvigali, ne, ker bo sin živo, sin gre pa potem Bog ve kam ga pot zanese in je to prazno, ne, in se potem danes dva stiskata v glavnem, ker za ogrevanje je to drago, ne, ker vsaka hiša, ki jo ti postaviš, moš tu zamisliti, kako jo boš vzdrževal, kako jo boš prenavljal, ali so prenove znane, ne, mi znamo nekatere materiale popraviti, so pa materiale, ki jih ne znamo popraviti. Kaj se bo zgodilo, ko bo zdajle, ko je tak boom na sončne celice postrehati? Kaj se bo zgodilo, ko se bo to začelo kvariti? Kdo bo to znal popravljati? Kam bomo to deponirali? A se to sploh da reciklirati? To noben zdaj, to je zdaj tržna, nova tržna niša in dajmo zdaj vsi, jaz bi skozi starih mestnih jedrih pa naseljih bi to prepovedalo. Naj se te elektrarne delajo potem, ki na robu gozda. V Sloveniji imamo tudi zakon o varstvu kulturne dediščine. Kaj menite o tem zakonu?
Jaz mislim, da sem že prej povedala, enako kot zakon, da so vsi v bistvu zakoni pri nas dobri, ne? Samo da bi mogli potem, ko je zakon narejen, se res ukvarjati s tem, da ga znamo razložiti, da ga znamo, kako bi rekla, implicirati, taka čudna tujka, v prostor, da ga ljudje razumejo, da ga začnejo spoštovati, da bi bilo več delavnic, več radijskih in televizijskih oddaj. Na televiziji je razen ambienti, ki je tudi včasih že malo vprašljiva, ne pokažejo kaj, kar ravno ne bi smeli, ampak dobro so, odlični. Kljub vsemu je to edina oddaja. Ni nobene oddaje, ki bi enkrat rekla, zdaj pa bomo si pogledali, kaj so značilnosti Koroške hiše, ali pa pokazali eno stavbo, ki so jo prenovili, pa bi rekli, gledajte, to je naredil mojster prav, to je naredil narobe, zakaj je naredil narobe, zakaj bi moglo biti to tako. Je pa še en velik problem pri nas, je pa vzgoja in izobraževanje izvajalcev. Mi jih nimamo. Ni nikogar, ki bi na roke še rad ometaval, ne? Ni nikogar, ki bi znal dobro popraviti stara vrata, ne? To se več nikomur ne ljubi. Ki bi znal pobeliti s kakšnim ornamentom v stanovanju. Tukaj bi mogla tudi država, ne vem, spodbujati vzgojo teh kadrov, kamnosekov, mizarjev. Ne, se mizarji so se zdaj kar okrepili, pa lončari, kako so se lončari okrepili, ampak to je tudi povezano z neko, včasih so lončene peči iz kmečkih hiš podirali, ven, jesene snage ne maram, danes pa vsaka, tudi novogradnja ima že lončeno peč, ker pač pokaže, da to je prvič toplina, ogenj je dom, pa da je to včasih kar tudi okoljsko, kadar je samo malo podhladitve, da ni potrebno celega sistema pognati, pa zakuriš samo v enem prostoru. Kako pa se vi spominjate svojega dela študenti? Ste imeli občutek, da jih je zanimalo to področje, ki je vam tako blizu? Študentov je bilo zelo veliko, ne, to so po 130, po 120, ne, veste, to je masa, in ko sem bila včasih malo razočarana, ker je na predavanje, najprej pride polna predavalnica, potem se to kar šlo tam do 50, in mi je profesor Fister, jaz sem šele po njegovem odhodu dobila predmet, ki je bil nosilec tega predmeta, je rekel, veš, če jih bomo vzgojili 10, ki jih bo to resnično zanimalo, bo to dovolj, ne? Tako da sem se potolažila. Moram pa reči, da sem imela veliko število delavnic na terenu, ne? Jaz sem imela povezave še mogoče zaradi prejšnjega dela na Ministrstvu za okolje in prostor z številnimi občinami, ki so me povabili, ne? Če bi prišla za študenti, da bi pregledali naprimer staro jedro Lemberga, pa bi naredili predlog za prenovo hiš, pa predlog za prenovo trga, in ogromno teh delavnic je bilo. In študentje so na teh delavnicah, najprej so imeli tako, ne, malo čudno, zdaj nas bo pa pelala namesto na Ponsko, tam gor, nekam Drežniške ravne, ampak potem so bili vsi v bistvu zelo veseli, zadovoljni, smo tudi čudovite rešitve potem naredili. Nekaj teh študentov še sledi, imamo še celo kontakte, ki še deluje točno na tem področju naprej. Ja, naj tako ostane. Ja. In da bi tudi oni širili to znanje, vedenje in to zavest predvsem, ne? Ja. To neko ljubezen do tistega, kar je naše, kar je domače. Vse, če se lastnik odloči, da bo hišo prenovil, potem on vztraja, najde dobrega arhitekta, pravega arhitekta, ki to obvlada, ker arhitekt, ki se loti prenove stare hiše, mora dobro poznati tudi stare konstrukcije, stare materiale, sozvočje starega in novega, ne? In to se na fakulteti za arhitekturo sploh ne uči. A veste, ni nek star pa nov material, nista kompatibilna vedno, ne? To bi mogel biti pravzaprav nek poseben ločen predmet, ne? Da ti lahko posegaš. Zdaj pa, ker so pa velike prenove predvsem povezane tudi z rušenjem celotne notranjosti, ostane samo stenje, ki se pol tako, ali naša cukrarna, ki se pol pripne na novo konstrukcijo, ta znanja niso potrebna. Ko se pa ti lotiš ene stare hiše na podeželju, je pa še kako dobro moraš vedeti, kako je strop lesen, sestavljen. Če zdaj pogledate na svojo preteklo prehojeno pot, na kaj ste najbolj ponosni, česa se najraje spominjate? Najbolj sem ponosna na svoja 2 otroka, ker so me neprestano tudi spodbujali, nikoli nista bila sitna, nervozna, ker sem rekla, no, zdaj grem pa v kleti, sem imela svoj delovni prostor, zdaj grem pa v klet, ker moram to pa to narediti. Pa tudi ponosna sem na to, kar sta postala. Drugače pa
Bi rekla, da je imelo vsako moje življenjsko obdobje, zdaj, ki jih lahko že prav res v eno grlico sestavim, nekaj zelo lepega in lastnost očitno starega človeka je ta, da se spominja vedno samo lepega, ne. Krasne spomine imam na življenje v svoji družini, lepe spomine na srednješolsko obdobje, na študij na fakulteti za arhitekturo je bil tudi izjemno zanimiv. Mogoče je bilo še najbolj težko potem to obdobje, ko sem prišla na fakulteto za arhitekturo, ker se je začelo tako zelo prefidno metanje polen pod noge, no, tega obdobja se pa ne bi. Ampak dosegla sem svoj cilj, to pomeni, da sem ženska in trmasta. S to trmo boste verjetno še marsikaj naredili v življenju. S čim se zdaj ukvarjate? Kakšni so vaši načrti in želje? Jaz sem šla v pokoj mogoče malo nerada, ker je bil pač takrat Janšev zakon, da smo mogli v državni upravi, ko smo dopolnili 65 let, oditi. Lahko bi mi sicer dekan podaljšal, ampak to ni bila njegova želja, ker že tako se mi je zdelo. Sem bila mogoče preveč delovna, ne vem zakaj. V tistem trenutku, ko so nekje na eni šoli, na Aškarčevi višji šoli za oblikovanje materialov slišali, da odhajam, kako je do njih ta glas prišel, so me poklicali, če bi prevzela pri njih kakšen predmet. Tako da danes že 10 let učim na višji šoli za oblikovanje materialov les, ker predavam zgodovinski razvoj bivalnega in stavbnega pohištva in oblikovanje novega stavbnega pohištva in pa osnove estetike. Število študentov je manjše, tako da so ti kontakti bolj osebni, pa mislim, da jim še vedno lahko, tudi če samo enemu od 30 še nekaj dam, se mi zdi, da sem lahko zadovoljna, tako da še vedno to znanje mladim predajam naprej, ne. Kljub temu, da imam bivalno pohištvo, ne morem mimo arhitekture, še vedno jim pokažem, kakšna grozodejstva se dela in to je nek način vzgoje. Potem pišem še vedno članke, ne, skoraj da ni leta, da ne bi vsaj nekaj člankov bilo objavljenih, se udeležim kakšne konference, se udeležim kakšne okrogle mize, zdaj bo ob obletnici potresa v Posočju okrogla miza, kamor sem vabljena. V načrtu imam še eno knjigo, ki sicer ne vem, če jo bom speljala, ampak dokler so moji organi še kolikor toliko zdravi. Jaz se vam zahvaljujem za ta obisk, za vaš čas, za pogovor. Za zaključek bi vas prosila morda še kakšno spodbudno misel za naše poslušalke in poslušalce. Vodnik je pred 230 leti, moram reči, da so bili, da bi tem našim možem in ženam, ki so oblikovali to slovensko kulturo, res mogli biti neznansko hvaležni. No, Vodnik je v svojem drmilu napisal: v Sloveniji imamo prav vse, kar pošten, delaven in vesten človek potrebuje za to, da je srečen. Jaz sem prepričana, da smo v teh 230 letih udejanili marsikatera stvar, ne. In danes imamo še vedno čudovito in neokrnjeno naravo, nekje je sicer malo bolj ranjena, še vedno imamo državne vrtce, še vedno imamo državne šole, še vedno imamo zdravstvo, ki sicer kljub škripanju še nekako funkcionira. To bi mogli vse skupaj ohraniti, no, na to nas opozarja tudi ta Noah Čarnej, da to je nekaj zelo bistvenega. In zavedati bi se mogli, da to moramo ohranjati in da se vse, kar je danes narejenega, še vedno da izboljšati. Vse lahko to izboljšamo, ampak izgubiti to, kar so številne generacije ustvarjale skozi stoletja, pa bi bila grozljiva, neprecenljiva škoda. Tega se moramo res zavedati in začeti mogoče malo bolj vestno ohranjati to predvsem stavbno zapuščino slovenskega podeželja. Doktorica Živa Dev, najlepša hvala za tudi tole sklepno misel. Še enkrat hvala za vaš obisk in vse dobro tudi v prihodnje. Najlepša hvala za vabilo, zelo sem bila počaščena, pa upam, da bo kakšen kamenček padel tudi iz najnega pogovora na plodna tla. Enako, nasvidenje. Nasvidenje. Oddajo sem pripravila Slavi Košir. Hvala za vašo pozornost.